Hvala lepa, dober večer. Hvala, da ste se vse bolj kislemu in turobnemu vremenu navkljub odpravili v knjižnico na pogovor in pravzaprav vremenu navkljub razumem, zakaj ste se odločili, ker Nataša Kramberger nedvomno je eno ključnih imen slovenske književnosti ta hip. Navsezadnje je lani prejela nagrado Prešernovega sklada za knjigo, ki ni čisto roman, ki ni čisto esej, ki ni čisto avtobiografija, ki je vse troje, po vsej sili živ. Seveda pa to ni njeno prvo delo, daleč od tega. Na slovenski literarni sceni objavlja že kakih 20 let. Marsikdo pa jo seveda, ker pač živimo v takih časih, ne mara raje kakor pisateljico, pozna kot kolumnistko, ki objavlja za časnik Dnevnik, ne. Zdaj, ker se z Natašo poznava že kar lepo število let, ne, in se v zasebnem življenju tikava, upam, da nama boste odpustili, če se tikava tudi tule nocoj pred vami, ampak zdi se mi, da bi bilo nekako zelo neživljenjsko, če bi opletala z vikanjem, ne. Zdaj, tisto, kar me seveda najprej zanima, Nataša, ker sem te na neki način vedno hotel vprašati, pa ni bilo priložnosti, no, pa je prišla nocoj, je seveda, kako to, da si se odločila loviti ravnotežje med publicističnim delom in leposlovnim delom. Zdi se mi, da prej ali slej v Sloveniji večina ljudi, ki objavljajo, omahne bodisi v eno bodisi v drugo smer. Zdi se mi, da čeprav se na prvi pogled zdita to podobni disciplini, sta to vendarle precej različna športa, ki zahtevata drugačen trening. In me zanima, od kod ta odločitev, da vztrajaš v tej dvojnosti? Dober večer. Zelo fajn je priti spet v Kranj. Tudi jaz sem rekla, da bom počasi si zrihtala začasno prebivališče tukaj, začasni naslov, ker zadnje čase pogosto prihajam v Kranj in sem zelo vesela. Ko sem bila otrok, sem zelo hitro pogruntala, da bom pisala. Pravzaprav šele zdaj vem, da sem to že zelo hitro pogruntala. Takrat mi ni bilo, mislim, pač teh reči najbrž, ko jih živiš, jih nimaš ravno v zavesti. Ravno ko sem pisala Po vsej sili živ, pa sem razumela, da so mnoge stvari mi bile že zelo hitro jasne. In dejansko sem, še preden sem znala pisati pa brati, in tega sem se spomnila, ko sem pisala Po vsej sili živ in o tem tudi pišem v Po vsej sili živ. Sem mami, ki je bila učiteljica, kradla zvezke, male črtane zvezke, in pisala za svojo pisavo, izmišljeno. Ampak jaz sem vedela, da pač vse to, kar imam v glavi, moram ful hitro napisati in nimam časa. Jaz to zdaj se učiti neke pisave lepo počasi, da je dosti bolj praktično, če jaz si kar neko svoje izmislim. In itak ne rabi noben drug vedeti, kaj tam piše, ne, kot pač jaz. In sem pisala zvezke, tega, to mora še nekje biti, to moram še nekje poiskati v kaki mamini kleti, ziher to še je. Ampak ko si ti pač punčka v Jurovskem dolu in te sprašujejo, kaj boš, ko boš velika, je zelo težko reči, jaz bom pa pisateljica. Pa sem pač rekla, jaz bom novinarka. To se je vsem zdelo nekako sprejemljivo, ne. In dejansko sem potem delala za šolski časopis, že v osnovni šoli, bila velika navdušenka nad Juretom Koširjem in pisala ful člankov o športu takrat. Alenka Dovžan, pa vse ta generacija Lillehammer in to. In potem tudi v drugi gimnaziji Maribor, ki sem jo obiskovala, bila urednica Borec časopis, dijaški časopis. In Borec je imel takrat eno
tako nenapisano pogodbo z časnikom Večer, da so v bistvu urednice in uredniki tega šolskega časopisa, ki je v bistvu zelo resno deloval, po zaključenem 4. letniku v bistvu lahko šli na počitniško prakso. Takrat so časopisi že imeli počitniško prakso, ne? To je nekaj, kar zdaj sploh več ne obstaja. Bilo nas je 15, moral si se prijaviti, morala sem se čisto uradno prijaviti in počitniška praksa je izgledala tako, da si pač ti en mesec v skupini teh praktikantk in praktikantov delal časopis, ne? In moj prvi mentor je bil Mirko Lorenci. Takrat sem bila stara dejansko 18 let in sem objavljala prave tekste v pravem časopisu. In Mirko je imel nos, si mislim, je takoj videl, da pač meni neka poročila ali pa neke te stvari, mislim, so mi ležale, samo pač, da imam raje reportaže in me je začel zelo hitro tudi pošiljati na teren. In meni je bilo to pač res fino. Zdaj pa to zgodbo sem že zelo velikokrat povedala, ampak glede na to, da si me ti že od nekdaj hotel to vprašati, mogoče je nisi nikjer še zasledil. Prva zgodba, ki sem jo morala delati pri Mirku Lorenciju, je bila pač terenska zgodba. Takrat smo v Sloveniji menjavali pasoše, mislim, potne liste. In je rekel Mirko, veš kaj, idi ti na upravno enoto malo pogledati, kako to izgleda. Se pa res, Mirko, mislim, na upravni enoti gledam, kako delamo nove pasoše, mislim, kaj bo to. In pridem na to upravno enoto tam v Mariboru in pač se mi je zgodil čudež, kakor se pač včasih zgodijo, ne. Je prišla ena velika razširjena romska družina. Mamice, bratje, sestre, možje, otročki, mislim tako 30 ljudi, ne. V trenutku je bil cel tisti hodnik, se pač vse upravne enote po mojem so iste, pač imajo ti dolge hodnike in ogromno nekih vrat. V trenutku se ta hodnik napolni pač z tem pisanim direndajem in pred vsakimi vrati so pa že bili ti resni mariborski meščani, ki so čakali na neke svoje pač, ne, štemplje in ne vem kaj vse. In zgodila se je pač zgodba, ne. In vse, kar je bilo treba, je bilo napisati to, kar so tam se pomenkovali, govorili, prepirali, karkoli pač že. In jaz napišem nek tekst, ki je imel naslov: Za en štempelj, da še nisem podrušil, sem mogel čakati 3 ure. Mirko Lorenci to požegna, lepo se damo to v časopis, naslednje jutro Mirko in jaz oba odpreva časopis in piše: Za en žig, da še nisem umrl, sem moral čakati 3 ure. Zdaj sem mislila, okej, ne, pač, kaj, so pač popravili lektorji, mislim, vse to je prav, ne, to je prav, tisto moje ni bilo prav, ne. Ko jaz vidim Mirko, tako se mu kadi iz uha dobesedno, ne, pridi z mano. Z njim v drugo nadstropje, kjer so bili lektorji, odpre vrata. Kdo je popravljal Krambergerjevo? Nisem vedela, kaj pač se bo zgodilo, ne. In Mirko je bil ena najbolj miroljubnih oseb, kar sem jih jaz spoznala. Mislim, njega kričati, res sem slišala samo takrat, ne. Pravi, če je ona čula če je napisala štempelj, je zato, ker je čula štempelj. Ona ni čula žig. In če je človek rekel, da še ni podrušil, ni rekel, da je umrl. In tam sem se zaljubila. V to terensko delo, v to, da kar jaz slišim, je zgodba, ki jo pač posredujem na nek svoj način in da tudi ta publicistični jezik, ki je strog, ki ima neka svoja pravila, ima pa to čudovito lastnost, da je blizu ljudem. In da je pač to res pripoved o vsakodnevnem življenju, kakor ga živimo in ne kakor se kaže. In od takrat naprej jaz mislim, da sem vedno pač malo časopisni človek. In mene znervira recimo pri kakem tekstu, ko pač imam v sebi to, da pač ko se zgodi, mora biti napisano, če ni aktualno oziroma če nima nekega jasnega časovnega okvira, me že malo vrže iz tira, recimo, ne. In potrebujem tudi ta tip besedil. In potem, in samo še to, in potem sem pa enkrat brala en predgovor
ene knjige Gabriela Garcia Marqueza, ki je tudi bil novinar, je tudi ima zelo rad reportaže. In je v eni zbirki nekih zgodb, za katero so ga pač našuntali, ko je dobil Nobelovo nagrado, je napisal, da pač v redu, zdaj so pač zbrali skupaj te reportaže, ne, in da nikoli se njemu ni zdela neka blazna vrednost tega, da ti časopisne tekste spraviš v knjigo, ker pač časopisni teksti živijo v časopisu. Ampak če že vidi, kaj je v teh zbranih tekstih, ne, pač vidi, da vendarle je tudi v časopisu njemu bilo važno, da je not poezija. In sem si rekla, poezija v časopisu, vidiš, tudi to je koncept. Ja, ko že omenjaš Garcijo Marqueza, ni tako dolgo nazaj, ker je pri, mislim, da Cankarjevi založbi v zbirki Spoti izšel eden izmed njegovih potopisov po vzhodni Evropi. Zelo zanimivo čtivo za vse nas, ki prebivamo na vzhodni strani nekdanje železne zavese. Ne, in je intrigantno opazovati, seveda, kako nekdo iz Kolumbije, iz Latinske Amerike vidi vzhodnoevropski milje, ne, kakor da se na tej razdalji pravzaprav stvari včasih ali oddaleč stvari nemara vidijo bolje, ne. Tudi Cankar, če se prav spomnim, je nekoč, ko je živel na Dunaju, pa so ga kritizirali, češ kako lahko kritiziraš razmere doma v slovenskih deželah, če pa že vrsto let živiš na Dunaju, in je natanko to bila njegova poanta, ne, oddaleč se vidijo stvari bolje. In vse to omenjam preprosto zato, seveda, Nataša, ker vsako leto kar nekaj časa preživiš daleč. V Berlinu, ne na Dunaju, ampak se sprašujem, ali ti ta pozicija, da zamenjaš prostor, omogoča, da tako Slovenijo ali pa prav zelo konkretno severovzhod Štajerske, kjer si doma, na eni strani, in na drugi strani to milijonsko metropolo, ki je Berlin, vidiš na nek nemara bolj iztreznjen, bolj jasen način, kakor bi ju, če bi vse skozi tičala samo v Jurovskem dolu ali samo v vzhodnem Berlinu. Pač mislim, da je nujno tukaj povedati, da je Jurovski dol veliko dlje od Ljubljane kot Berlin. Mislim, pač dosti prej se miselno pride iz Berlina do Ljubljane, kot pa iz Jurovskega dola do Ljubljane in obratno. Mislim, kaj šele obratno, se pravi, iz Ljubljane dosti prej prideš do Berlina kot do Jurovskega dola v vseh pogledih. In že ta pozicija pač življenja v neki mali vasi se mi zdi, da ti omogoči to neko potovanje, ker pač zmeraj greš, mislim, ko se rodiš v tako mali vasici, slej ali prej pač moraš iti nekam ven iz nje, ne. In greš najprej v Maribor, če si pač iz Jurovskega dola, greš najprej v Maribor v srednjo šolo, potem greš študirat zelo verjetno v Ljubljano in potem še kam v tujino, recimo, ne, to se je zgodilo meni, in si to na neki način zelo logično, in zmeraj pa imaš to osnovno merilo, je pa tista vas, ne, kjer so procesi popolnoma isti kot na globalni ravni, oziroma na globalni ravni so procesi popolnoma isti kot v mali vasi, samo da pač v mali vasi si jih mogoče že lahko pogruntala, in zato, ker si pogruntala tisto, potem mogoče lažje pogruntaš tudi kaj drugega. Vsekakor pa se pač meni zdi, da neko distanco tudi geografsko in čisto fizično vedno rabiš, da vidiš stvari boljše. Če nimaš, je pa druga zelo dobra pot pač humor, ne. Tudi humor je pa neka druga možnost, kako se oddaljiti od stvari in jih videti bolje in v bistvu s tem bližje. Ampak, ko praviš, ne, človek vedno s seboj nosi tiste vatle, ki so mu bili položeni v zibelko, ne? Seveda, jasno. Samo koliko ljudi pa se potem
odloči, da je tam, kjer je Zibelka, tudi kraj, kjer bi na neki točki bilo nujno nadaljevati življenjsko zgodbo. Sprašujem z drugimi besedami, seveda, kako to, da nekdo, ki pač vrsto let živi v Berlinu, ki ima uspešno kariero, če kaj takega v Sloveniji seveda v literarnem obratu obstaja, ne, ampak recimo, da se potem odloči in se vrne nazaj domov in prevzame v posest, v roke kmetijo. Ne. To je za pripadnike nekih generacij, rojenih recimo po letu 1950 že, kaj šele potem mlajših, precej nenavadna, ekscentrična odločitev. Sem čakala, kakšen pridanih boš uporabil. Pač ja, nor moraš biti, ne, mislim, ja. Sej tega ne narediš z nekim blaznim premislekom, pač, ne. Če bi ga, potem ne bi tega naredil, tako da pač jaz sem večino stvari v življenju naredila tako, da pač sem se vrgla na glavo na nekaj iz neznanega razloga. Pač in pol čakala, kako se bo končalo oziroma kam bom priletela, kako zelo trdo bo spodaj, ne. In tudi s tem je bilo čisto tako. Seveda potem sem, zdaj je preteklo že dovolj časa, da sem to tudi že večkrat premislila, pa je v bistvu zaresna odločitev, ni to, da sem prišla, zaresna odločitev je, da sem dejansko ostala, ne. Zdaj vidim pač, ker na začetku se pač vržeš v neko avanturo in je zmeraj tudi malo neki adrenalin, pa malo neka trma, jaz sem zelo trmasta, drugače tako, zdaj imam doma ovce in imam ovna in pač ko gledam ovna, vidim sebe, ne. Pač zelo trdo imam tu, ne. Lahko parkrat mislim, tako no, ko osel gre samo enkrat na leto, okej, ampak oven pa gre parkrat v zid, ne. Pa tako da sem šla že parkrat v zid, pa sem še vedno živa, tako da to je bolj sreča kot pamet. Ampak jaz mislim čisto zares, da pač mi je v Berlinu res začela pač manjkati ta zemlja, dobesedno zemlja. Vedno bolj pač verjamem v to, da neke reči ti ostanejo. Kot otrok, jaz sem kot otrok pač res odrasla na kmetiji pri svoji babici in dedku, ker nisem na noben način hotela iti v vrtec. Vse ženske v naši družini so v prosveti, ne, od moje mame, moje tete, vse. Moja teta, takrat očetova sestra, je bila celo vzgojiteljica v Jurovskem Dolu takrat, ona je sicer iz Lenarta, ampak v tistem času ne, imela Biblijo, mislim, pač takrat ni bilo Biblije, ampak pač je bilo otrok pri 6 mesecih mora iti v vrtec, da se socializira, ne. In sem jaz res čisti primerek družinskega neuspeha, ne, ker pač vsakič, ko sem zagledala vrtec, sem zbolela iz čiste ipike, pač te ovnovske, ne. In ko je mama me še tretjič pripeljala k omi, celo pač zbolelo, je oma rekla: "V redu, zdaj pa pač, če bo ostala tu do osnovne šole, drugače pa lepo vzemite vi dopust, pa jo rihtajte, pa jo vozite v ta vrtec." In tako sem jaz pač ostala pri omi in pri dedeju in je pač mene moja mama do male šole, ko je pač bilo pol obvezno, vozila vsako jutro k omi pa dedeju in jaz mislim, da me v nekem trenutku mi je pač začelo to manjkati. V Berlinu ali pa kjerkoli pač že sem bila. Ne toliko zdaj res ta stik z zemljo, pa ker to nikoli nisem imela jaz nekega blaznega talenta, še zdaj, mislim, jaz imam sicer kmetijo, ampak zdaj, če je treba glih za kako solato ali pa paradajz skrbeti, jaz nisem najboljša oseba. Pač jaz znam dobro skrbeti za, ne vem, za drevesa pa za kake reči, ampak za čisto mislim, ni to, da bi imela v sebi neki strašen talent za odnos z zemljo kot tako. Mislim, da mi je res manjkal ta neposreden stik z življenjem. Ta zelo, mislim, jasna povezava med tem, kaj je na mizi in kako je to do mize prišlo.
recimo, kako mi hodimo po svetu, kako, ne vem, kaj dihamo, kaj gledamo. Zdelo se mi je, da pač, mislim, začutila sem bolj kot razumsko, da v Berlinu, kot da vsi tako malo lebdijo. Mislim, kot da tako, ni neke te zelo jasne povezave z tukaj in zdaj in z stvarnostjo, zato ker pač ni jasne povezave z zemljo, temu jaz pač rečem to. In ta povezava mi je začela manjkati, pač res. In mislim, da je vse to, kar sem naredila, ta norost, in prva leta, o katerih pišem v primerljivih hektarjih, kjer je samo švic pa kri pa mislim, ne, preklinjanje, ne vem kaj, da vse to je bil v bistvu rezultat neke moje zelo globoke pač navezanosti na življenje kot tako, ne. Na to, da pač zjutraj vidiš, kje sonce vzide, in zvečer vidiš, kje zaide, ker v mestu niti tega ne vidiš, ne. Zdaj, ko govoriš o tem življenju, mi na misel prihajajo nekatere pasusi iz Po vsej sili živ, kjer popisuješ seveda naključna srečanja s svojimi sosedami na kmetiji, recimo s kačo, z žabico, s kačjim pastirjem in tako naprej, ne. In to niso pač neke živali, ki bi ti nemara kradle pridelek ali nekaj takega, ne, ampak nekaj anemističnega se mi zdi, da je v tvojem pisanju, ne. Vsa živa bitja, pa tudi neživa narava, ne, je prežarjena z nekim duhom, ali nekaj takega. Ja, jaz mislim, da so pač tu dve stvari, ne, ena je pač moja oma, do katere bova še prišla, za katero se je meni vedno zdelo že od malega, pač da ko ona gre po kmetiji, je tako, veste, kako hodijo mačke, tudi če je mačka sama, pač, ne, ampak ko gre tako po travniku, ona se malo ob eno bilko pa ob tam, z vsakim se malo pomeni, ne. Mislim, pač pa vidiš, da se tista mačka pomeni, in moja oma je isto, ne, šla tako pa je z vsem se malo pomenila, ne, to se meni že od malega moja oma je zdela blazen heroj, ker se mi je zdela, da se ona vsem lahko zmeni, ne. Druga reč je pa res to pogrešanje po mojem, ne, ko pač tako sem rekla, sem sicer kot otrok odraščala res v naravi, na kmetiji, ampak mene so takrat zanimale druge stvari, jaz sem takrat pisala po mojih zvezkih, mislim, ne, nisem jaz bila takrat nekaj, jaz bom pa kmetica, ko bom velika, mislim, jaz bom pa pisala, ko bom velika, ne. Ampak ko sem zato mogoče, ko sem prišla potem nazaj, je bil močnejši občutek v meni to pogrešanje, ne, in na to ne toliko spomin, ampak na novo odkrivanje teh nekih metuljev pa kačic pa kačjih pastirjev pa vsega tega, te neke lepote, ki je pač manjkala nekje drugje, ne. In po drugi strani čudenje sama nad sabo, v bistvu res sem bila v nekem trenutku začudena, mogla sem delati neko nacionalno poklicno kvalifikacijo za kmetico, zato da pač bi lahko sploh prevzela to kmetijo. In edina nacionalna poklicna kvalifikacija s področja kmetijstva, kjer nisi rabil izpita za traktor, je bilo zeliščarstvo, ne, in sem pač šla, se vpisala v ta program zeliščarstva in tam si mogel narediti neki katalog znanj, ne, sem vse to znala, ne, od kod jaz to znam, ne. Koliko nekih stvari sem v bistvu nosila v sebi, res samo zato, ker pač vse te neke rožice, sem se vedela, kaj so, pa kako se jim reče, pa ne, čisto in sem se v bistvu sama sebi začudila, koliko lepega jaz vem, ne, in koliko lepega obstaja, in mislim, da pač vse to, o čemer govoriš, kar lahko bereš v knjigi, v bistvu izhaja iz teh dvojnih, pač iz moje večne fascinacije ne zgolj nad mojo omo, ampak nad vsemi temi res starožitnimi kmeticami, ki se znajo zmeniti z vsem, in to pač dolgo obdobje pogrešanja, ki sem ga, ne da bi vedela,
pač živela v Berlinu. K Omi prideva Ja. vsak hip, ampak predtem moramo vprašati vseeno še tole, ne? Ko praviš, na prvi pogled se zdi, da je bila ključna ta odločitev, da pridem nazaj. V resnici pa je bila najbolj pomembna tista odločitev, ko sem se odločila, da vztrajam, ne? Dobro, ovnovski trmast značaj gotovo lahko pomaga, razumem. Ampak ali je pomagalo tudi to, ko si na neki točki ugotovila, da natanko o tej izkušnji lahko pišeš? Da skratka ta želja, ne, da bom pisala, da se ni treba nikamor umakniti, da je ni treba odložiti v nek zaprašen kot, da eno vendarle lahko gre z drugim. Ja. In tu je bil pač ključen Andrej Hočevar, moj urednik, ki je bil v prvi vrsti moj prijatelj, mislim, znanec iz gimnazije, in ki je poleti 2015 prišel do mene. Jaz sem bila takrat res ravno pač na tem, da prevzamem kmetijo, ravno sem delala to nacionalno poklicno kvalifikacijo in vse te stvari. In pravi, jaz bi imela eno tvojo knjigo. Pravim, dragi Andrej, niti približno, ni šans, nimam časa, nimam energije, nimam glave, nimam nič. Saj imaš 2 leti časa. Kaj pa mislim. Je rekel, piši o tem, kar zdaj počneš, ne. O kmetiji. Kdo bo to bral, mi pač na Štajerskem že kaj testovo je, ne, pač. In on je vztrajal, da to ljudje bi brali, če bi jaz le napisala. In pol sva se zmenila za neke eseje o kmetijstvu. Pol sem jaz ugotovila, da kako naj pišem esej o kmetijstvu, če nimam pojma o kmetijstvu. In pol so se začeli pač ti neki skorajda dnevniški zapisi, iz katerih so potem nastali primerljivi hektarji. In v bistvu sem jaz skozi pisanje, pač mi, ki pišemo, mislim, da to res imamo vsi nekako, pač skozi pisanje premišljujemo svet. Dejansko ga drugače jaz zelo težko premislim. Ko enkrat vidim napisano, so mi tudi lastne misli malo bolj jasne, ne. Jih se preberem. In takrat se mi je zazdelo, saj ni tako grozno, mislim, zdaj, ko je enkrat zunaj, je kot da sem se tudi od te fizične bolečine in od vsega tega nekega pritiska malo lahko oddaljila. Po drugi strani pa se mi je zazdelo, da mogoče ima pa Andrej prav, ne, mogoče je pa to vseeno zgodba, ki jo je treba povedati. Ampak čisto zares sem pa to začela verjeti šele lani, ne, ko je prišla pač ta nagrada in ko sem zaslišala ta famozni stavek iz obrazložitve, da gre za glas kmetic, ne. Takrat sem se razjokala in mi je šele v tistem trenutku postalo jasno, kako zelo je bilo to meni pomembno, ne, da bi sploh vedela v bistvu, ne. Da pripovedujem pač neke zgodbe, ki se meni intimno zdijo v bistvu nujne, ampak se mi pa ni zdelo, da bi se mogoče komu drugemu tudi lahko zdele nujne. Oziroma sem bila najbrž in sem še, sem pač srečna, ko vidim, da pač nisem še zgolj ta en dinozaver, ko pač mu je všeč, če sliši reči jenka, recimo, pa pač napišem to besedo, ker me je pač tako lepa, ne. Da je mogoče še komu drugemu to lepo in da pač gre za neko lepoto, ki jo je treba očuvati, ker pač je lepoto v vsakem primeru pač treba očuvati. To se ne bi mogel bolj strinjati in moram tudi priznati, da je malo slovenščin, ki bi bile tako lepe, kot je tvoja, v primerljivih hektarjih, in če si smem res dovoliti osebno sodbo, še za odtenek ali 2 lepša po vsej sili. Živ. Ampak saj vemo, ne, nobena knjiga v kulturni prostor ne stopi kot tabula rasa. Vedno stopi v nek prostor, ki ga vnaprej strukturirajo pričakovanja, predstave, predsodki, stereotipi, ne. In ko govorimo o slovenski literaturi, ki
govori o življenju na kmetih, ne, kaj vidimo, ne? Boj na požiralniku. In ker ga preberemo, ko smo stari 14 let, recimo na koncu osnovne šole, ne, in nisem prepričan, da je to tista prava starost za soočenje s Prižihovim Vorancem, se mi zdi, da v glavnem jemljemo v roke potem knjigo, ki govori o življenju na kmetih s strahom, nemara tudi zavračanjem, ne. Tule bo ena sama jad, tuga, groza, trpljenje in tako naprej. S tem si gotovo morala računati tudi sama, ko si se lotila povedovanja svoje nove bivanjske izkušnje, ne. Si zaradi tega se odločila, da boš to pisanje prekvasila z humorjem, zato da boš pravzaprav šla proti toku pričakovanj javnosti, da nikakor ne bo vseobravna molovske teme, ko boš pisala, pa naj gre zdaj beseda o sosedih, s katerimi imamo Slovenci vedno težave, naj gre beseda o podnebnih spremembah, spričo katerih je težko kmetovati, naj gre beseda preprosto o boju na požiralniku, se pravi s to nesrečno naravo, ki noče in noče sodelovati, pa če se človek razčese na pol. Ne, če imaš kmetijo na Štajerskem, najbrž kjerkoli sem jaz resla, govorim samo o tem kraju. Če odraščaš z tako pa s takim dedem oziroma s tako to generacijo, mislim ko sem rasla s tem, da ko je crknila krava, je prišel deda pa rekel: "Porka fiks, krava je crknila," in smo se vsi režali. Mislim ta neka zelo tanka meja med čisto tragiko in huronskim humorjem spada zraven k mojemu videnju podeželja oziroma dela, ki sem ga opravljala, in tudi medtem ko zelo naporno fizično delaš, je meja med tem, da se jokaš in huronsko smejiš, v bistvu zelo tanka, ne. Ampak moj način, mislim, imam zelo veliko srečo, da so ljudje okrog mene vedno se ful radi smejali, ne. Pa če je bilo primerno ali ne, so se smejali in vsega se lotevam na tak način. Humor se mi zdi, da je v prvi vrsti neki odraz velikega srca, ker dopušča to možnost, da je šlo nekaj po zlu, ampak smo še pa tu, pa bomo že nekako zrihtali, ne. Tako da to ni bila neka odločitev z namenom opovedati to strašno podeželsko travmo na drugačen način. In tudi se mi zdi, da so primerljivi hektarji še kar ta boj na požiralniku, in ravno zaradi tega sem potem na vsak način hotela napisati še po vsej sili živ, ki ves ta neki osebni boj mojih prvih 2-3 let pravzaprav na kmetiji, kjer res nisem imela v bistvu pojma, kaj delam, in sem delala ogromno napak in zelo mi je bilo težko in večkrat mi je bilo mislim, ne. In primerljivi hektarji so res dobeseden popis teh trenutkov pogosto, ne, in pogosto se je tudi meni zdelo, da so zelo osebni, da so tudi zelo žalostni. Ampak takrat se mi je zdelo, da to mora biti, in sem zdaj vesela, da imam ta popis teh trenutkov. Ampak pri po vsej sili živ sem želela vse skupaj postaviti malo v kontekst in tudi malo to neko upanje prižgati nazaj. To je recimo bolj bila zavestna odločitev kot odločitev za neki humor. Humor
pri meni pride mimo grede zraven. Čeprav dostikrat se mi zgodi, da jaz kaj pišem, jaz si vedno berem na glas, ko napišem, pa berem na glas in se režim zraven, ne. Pač s svojim likom ali pa ne vem, pač včasih se ti stvari napišejo, ko nisem, se režim. Po pa recimo pri primerljivih hektarjih se mi je to zgodilo s temi sosedi, ne, ko pridejo mimo, pravijo, ja, si prišla malo na počitnice, ne, vidiš, če bi imela bager, ne bi rabila te tvoje lepe litke, si matrat, pa tak, ne, pa se dopišem, pa režim, pa kako smešno, pa berem na prireditvah, pa vsi se režijo z mano vred, ne. Po pa v bistvu enkrat čez nekaj časa, ko je knjiga že zunaj, lepo v svoji intimi, grem še enkrat skozi te dele knjige, ki se meni zdijo najbolj smešni, pa si rečem, pa se tu ni čisto nič smešnega. To je v bistvu čista tragika, ne. In smo spet pač pri oni kravi, ko je crknila, pač tako pač se z neko grozo se pač skozi to neko patino smeha mogoče rešujem. Praviš, pomembnejši kakor humor je pravzaprav optimizem oziroma ta napor, da bi s pisanjem v času, ko se zdi, da so oblaki nad nami zelo temni, ne. Kamorkoli pogledamo, so krize. Okoljska kriza, politična kriza, vojne divjajo, ne. Prižgati torej drobno lučko upanja, ne. Ja, te bom kar prekinila. Prosim. V bistvu gre za dosti bolj pasjo stvar, ne. Ker gre za odgovornost. Mi imamo odgovornost za druge možnosti. Ne. Vsem se nam zdi zelo logično, ko je vojna, zdaj pa, ne vem, 5% BDP-ja za orožje, ker to je edini jasen odgovor, mislim, normalen, ne. Ne vem, neke stvari v programih so zelo sprogramirane, pač, ne. Vojna je možnost, ne. Prepir je možnost, pesimizem je možnost, klimatske spremembe so možnost, poplave so možnost, ne. Ampak mi kot ustvarjalni posameznice in posamezniki in kot ustvarjalna skupnost imamo odgovornost za druge možnosti. Mi smo odgovorni tej naši skupnosti, drug drugemu in skupnosti vseh nečloveških bitij. Mi nosimo to odgovornost, da premislimo, izmislimo, vidimo, uvidimo drugo možnost. To ni lučka upanja, to je odgovornost za lepo. In pač se mi je zdelo, recimo, ne, da sem pač v primerljivih hektarjih bila zelo osredotočena na to, kar se meni dogaja, ker se je pač res ogromno stvari dogajalo in je bilo naporno in težko in novo, in nisem najbolj vedela, kam sploh naj to postavim. Po 7 letih oziroma potem že 8 letih kmetovanja in ukvarjanja s tem, pa se mi je zazdelo, da vidim neki vzorec, da razumem tudi lastne napake, da razumem, kaj se mi dogaja in da razumem pač točno to, da se je na moji kmetiji začelo dogajati nekaj neverjetnega, da so, ne vem, stvari začele same delovati. Vse to, kar sem v prvih letih brala o teh nekih blaznih permakulturnem nedelu, ti nič ne delaš, tam pa kar samo vse raste, ne, plodno, ne vem kaj, ne, prokleti prevaranti, ne, prvo, drugo leto nič ni raslo, samo vse je bilo groza, ne, in strah. Po 7 letih, ne, pa je že nekaj tam bilo, ne, in sem začela razumevati tudi pomen potrpežljivosti in opazovanja in vsega tega, kako se stvari pač morajo postaviti v red, če je prej bil, ne bom zdaj rekla kaos, ampak nered oziroma je tudi nered ni v redu beseda, če je pač prej bilo porušeno neko ravnotežje.
ravnotežje zelo hitro porušimo, rabimo pa zelo dosti časa, da ga postavimo nazaj. In ravno tu sem pač potem razumela, da želim pogledati še enkrat na to svojo norost z nekega drugega zornega kota, malo bolj tega sistemskega, ampak tudi malo že večjo samozavestjo, ker so neke slive, so mi že zrasle, pa ne, tako. In sem razumela, da lepo se vrne, mislim, da lepo je tu, sam čaka pač res na to dlan, in potem zažari, mi pa moramo dati to dlan, ne. Če je ne damo, potem ni nič. Ja, moj občutek je, kadarkoli poslušam ali berem kaj o podnebnih spremembah, da so vsi vlaki že odpeljali, ne? Da je absolutno prepozno in da je vse, kar nam ostane, ta neka arogantna pozicija Ludvika 14., ne? Za menoj potop. Tehle nekaj božičev bomo še zdržali, potem pa naj se nekdo drug ukvarja s popolnoma nemogočo in zavoženo situacijo, bodisi na lokalni, bodisi na planetarni ravni, ne. V tem smislu se mi zdi seveda tvoje pisanje prava opogumljajoča intervencija v javni prostor, ampak saj vemo, polovica Slovencev v minulem letu ni prebrala niti ene knjige, ne. Nezaupanje na relaciji mesto-vas v Sloveniji, obojestransko, ne, je pa tudi globoko, ne. Hočem reči, tukaj je najbrž spet na delu ta tvoja trma, o kateri si govorila prej, ta neka nepripravljenost sprijazniti se s tem, da so stvari že zacementirane, čeprav se zelo tako zdijo zacementirane namreč. Ja, jaz sem 2017 ali pa 2018 je v moj elektronski nabiralnik priletelo eno vabilo Leto brez leta, Greenpeace. Pogodba in bi bilo treba podpisati pogodbo, da eno leto ne bom nikamor letela, ker bom s tem naredila nekaj dobrega za planet. In jaz berem tisto pogodbo, mene je bilo strah letenja vedno ko satan, rečemo pri nas, ne. Zelo neprijetno, bom jaz podpisala to pogodbo, za eno leto ne bom nikamor letela. Bom samo. In pač za osebo, ki ima en dom v Berlinu, drugi dom v Jurovskem dolu, knjige se prevajajo, nenehno so kakšni festivali, pač to se je zdelo še kar utopično, ne. In potem sem jaz prvi osebi, ki me je povabila na neki festival v Švico, ne, oziroma najprej v Švico, pa nekam daleč na sever Francije, napišem, ja, veste, jaz pa letos ne letim. Pravijo, ja, bomo pogledali vlake, smo pogledali vlake, ne. Se jaz peljem z vlakom, moja duša skače do stropa od sreče, obožujem vlake in sploh pač meni se vedno zdelo, da ko grem na letalo, da moja duša nekje zadaj ostane, ne, pol čez 2 dni komaj pride za mano, ne, ker gre vse prehitro. In ugotovim, kako je to fajn, ne. Mislim, že prej sem zelo malo letela, ni zdaj, da bi vsakih 5 minut bila na letalu pa na letališču, ampak mislim, ni mi bilo všeč ta letališče in tam te vse pregleda in ono in tretjo. No, in zdaj smo 9. leto, da ne letim, ne. In pač, okej, malo se je vmes to tako zgodilo, pa ni bilo nekih, ne vem, ponudb, da bi šla ravno v Kolumbijo, recimo, ne. Reči hočem, zdaj z tem rahlo banalnim primerom, da ko govorimo o nekem boju proti klimatskim spremembam, pa boju za ohranjanje biotske pestrosti, ali pa ne vem kaj vse, ne. Se nam zdi, kot da se bomo mi mogli zdaj ne vem čemu vse odreči, ne. To je sama groza, mislim, to je res najhuje, kar se ti lahko zgodi, je, da se ti moraš boriti proti klimatskim spremembam. V bistvu je pa 99% reči ful fajnih, ne. Zato, ker te umiri, ker te, ne vem, si bolj samozadosten, recimo, v smislu, da pač si bolj odporen na neke krize, da če govorimo na sistemski ravni ali pa na ravni neke male kmetije, recimo mešane.
Sploh pa, ne, kaj je ta biotska pestrost, ne? To je vsa ta lepota, o čemer govorim. Mislim, meni se vedno zdelo, zakaj se mi ne pogovarjamo o tem, kaj pa mi s tem pridobimo, ne? Zakaj se non-stop pogovarjamo o tem, kaj vse mi izgubimo, no, pa ne bom mogel si 10-krat, ne vem, novih čevljev preko interneta naročiti. Ja, v redu, mislim, ne, mogoče bo pa tam vsak večer ta čudovit sončni zahod. Zdaj sem zelo patetično to rekla. Ampak moja poanta pač čisto ta izkušenjska iz življenja na kmetiji, ki sem se jo tudi mogla naučiti, ne, je pač, da vse te stvari, vsi ti boji, vsa ta trma, kakor ti praviš, v bistvu prinaša s sabo ogromno lepih reči. Ogromno nekih skupnosti, predvsem z vsem živim, in to je neskončno lepo. Mislim, to so take radosti, v bistvu vsakih 5 minut in se mi zdi, da se odpovedati tem radostim je norost, ne. Ne, da ti živiš pač kakorkoli drugače. Ampak včasih se mi zdi, da je lažje navezati bližino, prijateljstvo, zavezništvo z grmom, drevesom ali žabico ob robu Mlake, kakor pa z že omenjenimi sosedi, ne? Ja, vsekakor. Kaj bova rekla o tem, Nataša? Ja, da se učimo, ne. Pač moja oma je meni vedno rekla, sosed je prvi. Prvi, ko, ne vem, bo videl, da ti spravljaš seno, pa bo ravno zdaj se vlilo, pa tisti, ki ti bo lahko prišel pomagat, ali pa ne, ne. Pa je boljše, če bi prišel. Tisti, ki, ne vem, pač sosed je prvi, je najbližji in tole. In kakor družine si pač tudi sosedov ponavadi ne izbiramo, ne, oziroma ne moremo kar tako zbrati, ne. In je to pač delo na sebi. In v bistvu je bilo zame to, je to najtežja šola, ampak mislim, da postajam boljša in boljša. Ampak predvsem ta zavest, da pač zelo lahko sem jaz aktivistka v Berlinu, kjer v hipu najdem 500 somišljenikov in gremo pač marširati po Unter den Linden z transparenti, ne, vrnite nam prihodnost. V bistvu je pa tisto resno delo, je pa pač sobivanje z ljudmi, ki mislijo popolnoma drugače, ki, ne vem, ne verjamejo v klimatske spremembe ali pa pač kakorkoli, in jih skušati razumeti in se približati in v bistvu odpirati te prostore srečanj. In pač nekaj časa sem rabila, ampak mislim, da sem zdaj že pogruntala, da je pač bistveno ravno to odpirati te prostore. Pač najti trenutke oziroma teme ali pa priložnosti, kjer se mi res lahko srečamo in se res lahko pogledamo v oči in se mogoče o čem celo strinjamo. In pač še zmeraj smo sosedje, ne. In jaz imam lahko 10-krat, 1000-krat, milijonkrat ekološko kmetijo, ampak pač, če moj sosed kuri plastiko od bal vsak teden ob petkih, bo pač na moji gorici vedno ta plastičen prah, ne. In če ga pač nočem imeti, bom mogla narediti neki korak, ne. In z aroganco in z kričanjem pač ne bom prišla nikamor. Kako pa najti druge poti, je pa pač izziv. Ampak da se jih najti, mislim, so, ne, poti so. In pač recimo ravno med covidom, recimo, ne, o tem sem tudi veliko govorila, oziroma niti ne toliko med covidom kot na začetku te krize pri pač ruski agresiji nad Ukrajino, ko je zmanjkalo v trenutku nekih mineralnih gnojil, ko je zmanjkalo pesticidov, ne, teh pravih, ne. So moji sosedje nekateri, ne, začeli spreminjati
nagovor, vsakodnevni nagovor, ki smo ga imeli. Prej so vedno prišli k meni pa so rekli, to bi mogla tak, ne? To bi mogla tak, to bi mogla tak, to bi mogla tak. Pol je bilo pa, no kako pa ti to narediš? Ne? In sem bila, ne? In dosti stvari sem razlagala v teoriji. Pol sem pa videla, da obstaja tudi praksa, ne? In da pač vse to, o čemer mi govorimo, kako so pač male mešane kmetije dosti bolj odporne, kako so, ne vem, neke krize in to sem jaz znala zrecitirati ob 4 ponoči, če me zbudite, vam zrecitiram. Pol pa sem to doživela na lastni koži, ne, in sem rekla, vidiš, ne. In dejansko pač sem se počasi začela zavedati tudi nekih teh svojih adutov, ne. Da mogoče pač nimam tega velikega traktorja, pa ne morem vse tako z mišicami narediti, ampak se že celo življenje zagovarjam, da ni treba imeti traktorja pa mišic, da nekaj narediš. Se pravi, stoj za svojimi besedami, ne. Ne pa, da se vsakič, ko se ta traktor mimo mene pripelje, se počutim tako čisto malo, ne rabim se počutiti čisto malo. In v bistvu ne, zato sem rekla delo na sebi, ne. Ampak ja, pač vedno več teh mojih sosedov je zdaj mladih prevzemnikov, kar je v bistvu dobro. In tudi sama sem se naučila pač videti neke lepe stvari v rečeh, ko so mi prišle malo na živce, ne. In ja, pač delamo na tem, ne. Ampak res je pomembno to ustvarjanje prostorov in trenutkov in res verjamem in to pač je treba res pač tudi v praksi udejanjiti in ni vedno preprosto, ker pač ko si na kmetiji, si vedno v nekem tem svojem zelo začaranem krogu opravil in ne vidiš ne levo pa desno, ker samo vidiš, kaj pač še treba, ne, in je že zaradi tega težko. In zato si pač skušam res čisto zavestno jemati čas za ustvarjanje teh prostorov. In če smo že pri tem, sem pravkar ustanovila, ker vidim tu mogoče kake potencialne članice, novi ženski agrarni krožek. Prejšnji teden sem obrazovala Gorico in mi je postalo slabo, ko sem videla, kaj vse moram še narediti na kmetiji. Po drugi strani zamujam strašno z enim rokom za oddajo enega teksta. In je bilo tako, to meni nikoli ne bo uspelo, ampak najhujša stvar od vsega je, da pogrešam ljudi, ki jih imam rada. In potem sem rekla, kaj pa če bi jaz organizirala kako delovno akcijo? In pa že samo to, ko sem pomislila, kako bi mogla organizirati eno delovno akcijo, mi je bilo malo slabo, ne. Pol pa sem pomislila, kaj pa če bi bila to delovna akcija samo za ženske, pa ni bilo več črvičenja v želodcu, ne, je bilo tako, ne. Ker pač ne glede na to, kako me imajo moji moški prijatelji radi, ne, recimo pa tudi recimo kaki ata moj, ne, ampak ne more si pomagati, ne, ko pride na kmetijo, pač vsako stvar, ko vidi, mora komentirati, ne, in isto, pač ne glede na, saj ne rabiš sosedo, če imaš takega fotra, ne, mislim pač gre samo po sadovnjaku, pa že bi mogla tako, pa zakaj pa nisi tega tako, pa to, ne. Če pa jaz naredim babi agrarni krožek, pa mislim, da z veliko gotovostjo si mislim, da to odpade, tako da v soboto imamo prvo delovno akcijo. Sem razposlala maile vsem svojim tem prijateljicam, ko ne znajo ločiti bučke od kumarice, ne. In odziv me je vrgel na rit. Res, ženske pridejo z Jesenic, z Ljubljane, od vsepovsod, pisateljice vse, okej, vam bom povedala naslednjič, kako bo to šlo, ne. Ampak na prvi akciji zdaj obrazujemo sivko in imele bomo vsak mesec in jaz mislim, ne, recimo pač 10 let sem rabila, ne, ampak 10 let sem se pritoževala, kako je to grozno, kako mi med vasjo in mestom sploh ne znamo skupaj priti, sploh se ne znamo pogovarjati. In pol, ko si kot, ne, pa ugotovil, da pač knjig se ne bere, ne, torej bom zdaj poskusila s krožkom. Prepričan sem, da bo to velik uspeh in da bo krožek živel še
kar nekaj naslednjih sezon, ampak ko smo seveda pri kritičnih komentarjih, ki pač smo jim moški tako kronično podvrženi, ne, in zapisani, vseeno sem imel občutek, ne, da ta orjaška figura v tvojem življenju, tvoja Oma, ne, tudi ni človek, ki bi ravno šparal svoj jezik in da si lahko mislim, da je tudi ona kdaj ti postregla s kakšnim, pa si prepričana, da je tako pametno. Seveda. Saj moja Oma govori v moškem, ne? Tu pri vas na Gorenjskem poznate to, ne? Ampak tudi pri nas v Slovenskih goricah ena generacija žensk, ta, ki je zdaj mogoče 85 plus, govori o sebi v moškem, ne? Jaz pa sem šel, jaz pa sem naredil, jaz pa sem rekel, ne? Tako da pač moja Oma spada v to kategorijo in ja, on je rekel, takoj, ne. In tudi primerljivi hektarji se začnejo v bistvu ko jaz pač pridem, cela navdušena, moj roman je ravno bil preveden v italijanščino s sejma v Torinu, ne. Pridem s tem prevodom italijanskim k svoji Omi in ji pač še mimogrede povem, da bom prevzela kmetijo, ne. In Oma tako da tiste svoje kmečke roke na knjigo, pa me pogleda skozi oči, ne skozi. Reče, ja, kmetje morajo delati, ne. Tako da, Oma je rekel, Oma je povedal. Samo Oma je tudi, to je moj bralski vtis, tvoja literarna junakinja v primerljivih hektarjih in po vsej sili živ. Se mi zdi, da si izpisala spomenik, ki je skorajda že primerljiv s tistim, ki ga je Cankar postavil svoji mami Francky, ne. To je seveda spomenik konkretni osebi, ampak obenem se mi zdi, mislim, ne moja stara mama, ne moja teta, ne ena ne druga nista več z nami, ampak ne ena ne druga ni bila kmetica, ne, ampak ta neverjetna življenjska moč, ki jo slutim med vrsticami, ki govorijo o tvoji Omi, je natanko tista ista neverjetna življenjska moč, ki jo poznam v svojih najbližjih sorodnicah. Še več, stavim, spoštovana publika, da če bi malo pobrskali po svojem spominu, bi ugotovili, da so Ome med vašimi sorodnicami, ne. Zdi se mi skratka, da imamo tukaj opravka z neko literaturo, ki pravzaprav eno veliko belo liso v našem emocionalnem in intelektualnem zemljevidu zapolnjuje, ne. Ne da bi bila to, pa me zanima, če se s tem strinjaš, po vsej sili feministična literatura, ki hoče imeti slogane ali nekaj takega na ustnicah. V bistvu se meni zdi, pač zdaj, ko sva vstopala v prostor, si me spraševal o nekem naslovu v nekem katalogu, v neke založbe, ne. In to je za tako vraževerno osebo, kot sem jaz, najhujša stvar, ki se pač lahko zgodi, da je pač neka knjiga že v katalogu, knjige pa še ni, ne. V katalogu založbe, ki pravi, da bo pač izšla. Ampak ker je pač že tam v katalogu, torej tudi zdaj jaz lahko o tem govorim, ne, in prekršim se svoje vraževerne, ne, predpostavke. Jaz danes pač pišem tekst, za katerega jaz vem, da ga pišem že 16 let, ker točno vem, kdaj sem ga začela delati, se pravi 2010. In pač ima naslov Oma. Ampak meni se res zdi, da sem pač vse, kar sem kadarkoli napisala,
skoraj dano, izhaja pač iz tega izvira. In to je pač to neverjetno veselje do življenja, ki ga bom zdaj ponazorila. Ko začnem govoriti o tem, jaz sploh ne morem več svojih besed uporabljati, zato ker mi Omi ne pride ven. Danes sva se vozili z mamo sem in pravi, nekaj jo sprašujem, ne, pa pravi, mama mi razlaga, kako se je njen mlajši brat rodil in pravi, da je bil kot dojenček celi zelen, ne. Pa jaz pravim, zeleni. Zeleni je bil, ne. Ker pač sva se pogovarjali o Ominem sinu, ne, ni mogel biti zelen, ker je bil zeleni. Ko govorim jaz o tem, sploh več ne morem, ker Oma govori skozi mene, Oma reče, sem bila taki satan ko froc, ne. Že te sem bila hudičeva, skozi sem se znašla Franska, ki teče za vozom. To se mi je, pred parimi dnevi se mi je to izkristaliziralo, ne. Jaz svojo Omo, moja Oma se je leta 2010, jaz zelo pogosto hodila k njej na kosilo, pa to, en dan mi pač tako pri kosilu pravi, veš, kaj se mi je danes zgodilo? Zjutraj tako sem ležala v postelji, pa se enih 5 minut nisem mogla vstati, ne. Kot da bi jo malo kap, pravi Oma, ne. Pa kako se pa zdaj počutiš? Saj se v redu počutim, ne, samo veš, tako sem ležala, tam pa nisem mogla vstati, sem si jaz študirala, kolikokrat sem jaz v življenju mogla gor vstati. Kolikokrat sem pala, ne. Saj je to celi seznam, pravi Oma, ne, če bi jaz samo to napisala, to bi bila taka knjiga, ne. Evo, 2010, ne, nikoli ne bom tega pozabila, imam napisano, in od leta 2010 jaz pišem to knjigo Omina ideja, kako ona ne more vstati zjutraj in potem si naredi seznam vseh krati, kar je padla in kar je vstala. No, in vseh teh 16 let jaz Omo občasno snemam, ne. In zdaj pač poslušam to za nazaj, ne. In pred parimi dnevi, mislim, itak so to zgodbe, ki jih poznam že od malega in že 100-krat slišala v 100 različicah in tako. Ampak zdaj smo pri vozu, ne. In moja Oma je z enim sosedom tam, ko je bila otrok, to je bil čas vojne, moja Oma je rojena 35. In je tudi v času vojne, mislim tam, to so Slovenske gorice, 3 ure hoda do Maribora, so pač kmečki otroci, ženske so nosile pridelke v Maribor na tržnico, ne, in moja Oma je to nosila na glavi, včasih je pa šla s sosedom, s Kranarovim vincem, je peljala s konjem svinje na plac, ne. Samo kaj, ko je ti Kranar voz skozi tak kup naredil, ne, da je to že na pol poti razpadlo, ne. In tam, da prideš pa ti do Maribora, Slovenske gorice nimajo brez veze takega imena, pač je gor pa dol, ne. In tam sta 2 brega, en je Slatenik, en je pa Ketižev breg, ne, Ketižev breg. In Oma se skozi bala Slatenika, samo oni Ketižev breg prej je bil pa še hujši, ne. In ko je začel toti voz leteti, ne, pa moja Oma ugotovila, da žlajf ne dela, ne. Te pa zdaj konj, ne, ko gre v grabo dol, ne, več ko držati tudi ne mre, ne. V nekem trenutku začne leteti, ne. Ko so ove svije 2 metra v luft skakale na vozi, ne. Samo Oma pa bila hudičeva, ne. To sama se je skočila dol, te pa so bili, po teh stezah so bili taki štekli, taki koli, ko so označevali pot pravzaprav, ne. Ko zdaj si jo mislite, oni voz leti, ne, konj galopira, svinje skačejo v luft, Oma, stara 8 ali pa 9 let, ne več, skoči dol, spi pa tisti kol vun, že samo to je moglo biti vsaj 1 meter do vzema, leti za vozom, kol potisne not, ko je tista os, veste, ko gre pri vozu v kolo not, da vstavi. Tako da, iz Franske, ki teče za vozom, sem jaz, ki je dobila spomenik
ki si ga zasluži in ki smo ga nujno rabili za tisto generacijo žensk, ne, ki je pretrpela svašta res grozne stvari, ampak tista generacija žensk je pa rodila generacijo žensk, ko je letela hujši kokon, pa tisti kol noter v voz potisnila, da se je voz vstavil. Pa ne samo, da je počakajo, ne, ampak je še ona pol vzela vajeti v roke, ker stari Kraner je tak bil samo za okras poleg. To je bil moj namen in ker sem jaz pač vedno živela s to generacijo žensk, ne samo z svojo omo, ampak za celo to, ne, ker to je cela mreža, ne. Ker one tudi, to je cela generacija pač v tej državi dejansko žensk, ki so hodile v nemško šolo, osnovno, ki so potem nekje vmes mogle presedlati na jugoslovansko in še danes ne znajo slovensko tako dobro pisati, kot so takrat znale nemško, to je huda travma. Ampak to res, ki so doživele še vojno, ali pa po vojni takoj, res te hude čase, ki pa so neko v sebi imele, ker so pač mogle iz tega nekaj narediti in ki so potem doživele tudi to neko socialistično voljo do življenja in so v bistvu tudi te ženske, ki so bile doma na kmetiji, moški so pa v bistvu začeli delati po fabrikah, te ženske so bile pa od jutra do večera same doma in kaj so delale? Gradile so naš vodovod, gradile so naše kulturne domove, gradile so naš telefon. Kdo? Moški so bili v fabrikah, ženske so bile doma, pa so delale to. In so doživele tudi to neko skupnost po tej skupnosti, ki je skupaj žela na Taborhu, se je pri nas reklo, ne, ko so služile in so imele to skupnost žanic, tudi o tem non-stop govori, ne, o teh nekih prigodah na žitnem polju. Iz tega so potem to socialistično skupnosti neko, ne, še to v bistvu nosile na ramenih in vse to, v bistvu celi svet. In jaz ne razumem, zakaj od njih ni literature, oziroma zakaj ni več, zato ker mislim, to so heroji. Mislim, za mene je itak, kot sem že rekla in kot še 1000-krat bom, moja oma že, ko sem bila otrok, bila heroj, zdaj, ko imam pa to srečo, da sem v bistvu že sama skoraj toliko stara kot takrat, ko sem jaz bila otrok in moja oma že, ne, pa je še vedno tam, moja oma. Zdaj pa lahko te zgodbe še enkrat na novo slišim od nje in se mi zdijo še bolj herojske. Ker zdaj se včasih sama znajdem pred kakim dodlom, ne, ko mi pamet soli, pa se spomnim na zgodbe, ki mi jih je oma razlagala, ne, pa ima oma skozi vedela, kaj mora reči, jaz pa nikoli ne vem, kaj naj rečem nazaj, ne. In jo zdaj tudi drugače vidim, ne, razumem to vlogo ženske, mislim, in razumem tudi ta čisto zelo feministični, mislim, ta neverjeten feminizem, ki ga te ženske nikoli niso kot takšnega dojemale, ampak to, mislim, so res, včasih si mislim, da je pač moja oma res mogla biti zmaj, da je vse to pač dala skozi z totalnim nasmeškom, ne, še. Mislim, ona reče, veš, ne vem, je krava tam pol noge je skeglala, ker je skočila, ne vem, ampak oma ni šla k doktorju, zato ker pač je bil njen mož Pep, ne, moj deda je bil pač ljubosumen in v Lenartu so bili sami moški doktorji, ne. To pa oma reče pa sreči, bogi revež, veš, Pep, on je bil tak ljubosumen, ne. On, bogi revež, ne, ona pa je imela 6 mesecev črno nogo, ne, samo on je bogi revež, ne. Ja, prav upogumljen sem, ne, ob vseh teh zgodbah o Omi. Morda je pa to dober trenutek, da povprašava občinstvo, kaj bi rado izvedelo o sonaravnem kmetovanju, o junaštvih naših o svetu, ki je doma v Berlinu in v Ljubljani, ne pa nujno tudi v Jurovskem Dolu.
Skratka, spoštovana publika, obiskovalke in obiskovalci, Nataša Kramberger je tu in čaka na vaše vprašanja. Prosim. Se lahko javim kar zelo logo, ker je govorila o tem, da bomo odgovorni. Pred 3 meseci približno smo bili v Kranju v Fragmentih krasno provokacijo, spet smo feministična oseba. Kateri spomenik komu, kateri ženski v Kranju ne bi naredil. In te feministke so me povozile, jaz sem pa tudi trmast, predlagam to, kar sem predlagal njim, naredi v Jurlovskem dolu prvi spomenik neznani babici. In zdaj sem poslušal zgodbo o moji babici. Hvala. Hvala. Ja. Ja, celo formo vivo bomo naredili. Neznani ideje iz Kranja, ki jo pa narediti ste pa. Bom, hvala. Ja. Ja, se že vidim, ja. Tako, ja, saj sem se že vpisala v tečaj, da grem k Dragici na to žago konec maja, tako da mogoče je bo celo. Ja. Ne, zagotovo se mislim, jaz prav vidim, mislim, pač res, ko sem ponovno odkrila to zgodbo o tem vozu, ne, pa ko sem se pač, ker je pač res Franska in voz in to je bilo tako, mislim, to je samo skočilo ven, ne, to ne moreš si pomagati in pa zdaj, jaz sem res videla en spomenik, pač sem videla prav to, ne, veš, ne ono, ko sedi na metli, ne, ampak, ja. Tako da ja, zagotovo. Ja, čist, jaz sem šla študirati na Nizozemsko in sem se tam zaljubila in pa nisem več hotela iti nazaj v Slovenijo. Tudi po neki svoji oslariji sem izgubila študenta, mislim pa, ponavadi na to odgovorim tako, da to ni bilo vprašanje 21. stoletja, ampak 21. leta. Pač človek pri 21. pač sem. In študirala sem na Nizozemskem, takrat je bil Berlin strašno poceni. Smo imeli enega skupnega prijatelja, od prijatelja, ki je imel eno fraj sobo, čisto naključje. In sem šla tja, oziroma sva šla tja za to ljubeznijo in sem ostala, ker je bilo dosti bolj poceni kot v Ljubljani, takrat ni bilo več res tudi nobenega objektivnega razloga, da bi se vrnila. Delala sem za Večer, kot študentka, in se je to zelo fino takrat, če ni bilo res, jaz sem pač začela svojo medijsko kariero še v tistih res zadnjih, najboljših časih in od začetka šlo sam še dol, ne. Mislim, začela sem tu, ne, pa je šlo še samo dol, ampak takrat se res lahko pisala fine reportaže, reči, ogromno stvari. Takrat je še obstajala ena revija skupaj z Večerom 7 dni, se je reklo 7D. Tam sem že takrat imela tudi redne neke kolumne okoli zidu, ne vem, potem sem delala ogromno, mislim, res dosti sem tudi lahko delala od tam in je bilo fino, ampak da sem tam pristala, je pa res odgovorno za to čisto naključje. In potem so pač bile, ja, stanovanjske možnosti dosti boljše. Ravno prej smo ugotavljali, da sem pravkar ugotovila, da sem svojo ta prvo resno pogodbo najemniško podpisala pred 20 leti, tako da prišla sem pa še 2 leti prej, tako da 2004 sem v bistvu prišla v Berlin in takrat je bilo to drugačno mesto od današnjega Berlina, predvsem je bilo zelo poceni, no, kar je bilo bistveno za eno študentko pri 21.
In potem pač se začnejo stvari izlagati po stanovanju in vedno več je in knjižnica naenkrat tako velika in pol že sama misel na to, da bi se kam preselila, ti je slabo in pol pač ostaneš. Ne. Čisto tak. In v bistvu je tako, da še ohranjam to stanovanje najemniško v Berlinu iz čistega principa, ker če se zdaj jaz izselim, bo najemnina 7-krat višja in jo v bistvu stanovanje dajem v podnajem večino leta, čez zimo pa, če le zmorem, če le najdem koga, ki je varuška živalim na kmetiji, pa grem se za nekaj časa v Berlin. No. Tudi zato, ker imam tam nemškega založnika, ker imam še zmeraj veliko prijateljic, prijateljev in zato, ker na vse zadnje, pol se pa tukaj na vasi začne pogrešanje onega, kot je šlo prej na živce. In grem v Berlin in trenutna klima v Berlinu res ni fina, res ni fajn. Ne? Iz vseh možnih razlogov. Ampak najhujši je zame ta, da se v bistvu o ničemer več ne moremo pogovarjati svobodno in to je zelo hudo. Nikoli si ne bi mislila, da bi se v Berlinu lahko kaj takega zgodilo, pa se dogaja in zato vem, da je možno. Možno je, da se tudi v okoljih, ki se nam zdijo najbolj odprta in svobodomiselna, lahko pride do trenutka, ko se o nekaterih rečeh ne smemo pogovarjati. Ampak vsakeč, ko pridem v Berlin, tudi zdaj sem bila za en teden recimo, v trenutku, ko stopim z železniške postaje, sem zelo srečna. Po mojem, mislim, malo je te neke nostalgije, ampak res pač tudi malo ta, ker naenkrat me nišče ne pozna, ne? Pa vse je na dosegu roke, pa ta komotnost velemesta, ne? Ko si pač v Jurovskem dolu lahko samo sanjamo o tem, ne? Da imaš vsake 3 minute tramvaj, imamo na vsake 4 ure avtobus, pa še srečni smo lahko. Tako to je kar, ampak ja, večino časa sem pa zdaj v Sloveniji, tudi zato, ker pač, ja, smo si umislili živali in v trenutku, ko so na kmetiji živali, je pač zelo težko iti. Ja. Prosim. Hvala, ja. Ja. Pred parimi leti mi je računovodkinja rekla, no, gledajte, pač dan ima 24 ur, ne? Vi ste 8 ur ste pisateljica, 8 ur ste novinarka in 8 ur ste kmetica, kdaj pa torej spite? Ne? In je pač, ja, izbrala sem si 3 najbolj prekarne poklice, po mojem, da bolj mislim, ne. Ampak se te prekarnosti fino dopolnjujejo, ne, ker vseeno pač kmetice smo veleposestnice, ne. Imamo svojo zemljo, ne. Zemljo tistemu, ki jo obdeluje, ne. Pisateljice pa kao imamo to svobodo, ne, ko nimamo nič. Tako da se to fino dopolnjuje v dobrem in v slabem. Pač, ja. Tako da lahko iz vsega pač potegnem le najboljše ali pa od vsega najslabše, kakor pač imam dan. Tako je, čisto resno. Mislim, neverjetno je, kako so nas pač uspeli prepričati, da smo si za vse krivi sami. In da pač vsak naš neuspeh, pač čez neuspeh naših nekih menedžerskih in ne vem kakih zmožnosti in sposobnosti. In pač čisto vsi ti 3 poklici imajo skupni imenovalec v tem, da bi pač moral nenehno dokazovati, kako dober menedžer si v bistvu, ne, menedžerka. Je pa večina razlogov, zakaj so vsi ti poklici tako prekarni, izrazito sistemskih. In bi jih tudi bilo pravzaprav zelo preprosto rešiti, ampak tukaj pa potem že vstopimo v neke zelo velike zdaj mogoče zgodbe in kontekste, ko se jih ni treba zraven dotikati, ampak jaz imam trenutke, ko mi je zelo težko, ne, čisto iskreno,
Imam pa trenutke, ko mi je zelo fino in vsako leto si mislim, da sem pogruntala, pa pol ugotovim, da nisem nič pogruntala, pol sem mislila, da sem edina, pol sem videla, da vse kmetice v bistvu bolj ali manj nam gre isto, ne, tudi zaradi teh pač klimatskih sprememb in vremena in to. In zdaj vsako leto skušam najti neko novo strategijo in recimo pač zdaj, prej sem malo šali, ampak zdaj pa čisto zares ta ženski babi agrarni krožek je en od strategij za moje lastno dobro počutje in preživetje, ne? Ta neka strategija za samopomoč, ne? Ker sem pač res pogruntala, da je ogromno dela, da je veliko dela, ampak da v bistvu mi je najhuje pač ta občutek osamljenosti, ne? Ker pač seveda jaz kot pisateljica, kot avtorica ogromno hodim po nekih dogodkih ali pa ne vem, ne? In je to zdaj ta magična naša 1 ura ali pa 2 uri, ko se imamo zelo fino skupaj, ampak v bistvu pa grem jaz potem domov, pa se počutim še bolj sama, ne? Ker se mi zdi, kot da, mislim, ne zdi se mi tako, mislim, sploh ne, ampak potem, ko pa pač moraš tam neko stvar narediti, si pa tam sama in ogromno nekega pogrešanja prijateljev, ko jih nisem videla 100 let, ker sem pač tam v Jurovskem dolu, mislim, in že sama pot do Ljubljane, recimo, ne, vsi so šli v neka večja mesta, veliko ljudi, večina ljudi, pač s katerimi sem se jaz tudi kot otrok ali pa kot mladostnica družila, mislim, nikogar več ni v Jurovskem dolu, ne, tam so ostali oni drugi sošolci, ne, in sošolke, mislim, s katerimi moram zdaj na novo se spoprijateljiti, ne. In tudi to je naloga, ki pač zahteva veliko truda, jaz bi pa imela včasih kdaj tudi, da se ni treba vedno truditi, ne. In recimo ta ženski klub, mislim krožek, je bila neka ideja, ki se zdaj zdi zelo samoumevna, samo sem bila 10 let, da sem prišla do nje, da sem pogruntala, da pač rabim to, ne, da če že jaz ne morem, oziroma se ne spravim, da bi kam šla, ker sem ponavadi preveč utrujena, da bi šla kamorkoli, razen pač na kako službeno pot, da bom pač povabila ženske, ki jih imam pa res rada in ki jih v bistvu pogrešam, nekaterih nisem videla že po 10 let, da pridejo k meni, ne, in da še kaj postorimo, ne. In že samo to dejanje pošiljanja je bilo zelo nekako kot odrešilno, ne. In skozi te reči, zakaj to razlagam, zato ker skozi te ta nenehna izumljanja nekih strategij v bistvu vidim, kako zelo prekarni so vsi ti poklici, ker te nenehno držijo tak, ne, da ne moreš niti prav vdihniti in se vprašati, kaj zdaj rabim, ne, zakaj sem že 3 tedne samo jezna, zunaj pa vse tako lepo cveti, pa, ne. In je pač res se treba ustavljati in zahtevati pač tudi to od sebe, da ne glede na vse te prekarnosti, se je treba ustaviti in premisliti reči, ne, in si vzeti čas za premislek. In zato tudi pri Po vsej sili živ, tudi recimo to je stvar, ki sem se jo naučila o svojih sosedih ali pa teh velikih kmetih ali pa teh, ne, na velikih traktorjih. Oni sploh nimajo časa za premislek, ne. In je zato, še enkrat ponavljam, pač se mi res zazdelo tako pomembno, da vsi skupaj ustvarjamo te prostore in trenutke, da se srečamo, zato ker pač tudi če je to 5 minut nekega treznega premisleka v enem dnevu, je včasih to že čisti privilegij, ne. V tem kontekstu, če mi dovolite še eno vprašanje, prej si govorila, Nataša, o tem, kako je pisanje pravzaprav oblika premišljevanja, ne? Odlično, ampak seveda, ko pride človek zgaran z njive, iz sadovnjaka, ne? Ko bi vse, kar bi rad storil, to, da bi se zleknil, morda prižgal televizor, posurfal po spletu ali čisto preprosto samo posrebal en planinski čaj, ne? Kako najdeš pravzaprav ta notranji stražen, na katerega se upreš in rečeš, ne, sedla bom in bom pisala o tem, o čemer so se mi danes, medtem ko sem delala recimo na Gradici,
podile misli? Ni šans. Ne, to je strategija, ki sem jo razvila pred 3-4 leti, ko sem razumela, da sem zdaj že toliko stara, da ne gre, da moram najprej napisati. Ne. Se pravi, zdaj se zbudim veliko prej, tudi zelo dobro delam ob zelo zgodnjih urah, ko je še vse tiho, oziroma zunaj v naravi ni več tiho, ampak v hiši je tiho. Se pravi, pišem, prva stvar, ki jo naredim v dnevu, je to, da pišem. Mislim, to, da pišem, mora biti prva stvar. Če ni, potem ni. In potem grem delat ven in premislim to, kar sem premišljevala vmes, ko sem pisala, in potem mogoče za naslednji dan ali pa naslednje dni premišljam. Moja težava je, da zelo dobro delam zelo zgodaj in zelo pozno zvečer oziroma po noči. Ne. In to super deluje poleti, ko pač je popoldne tako vroče, da ne moreš niti zunaj delati in potem lahko popoldne spiš in te nišče grdo ne gleda. Ne. In potem pač tiste zelo zgodnje ure pač greš ven pa nekaj narediš, oziroma ponavadi nekaj napišem, potem grem ven pa nekaj naredim, pol lahko fajn spim, pol grem še 2 urci nekaj ven narediti, potem pa celo noč lahko pišem. Ne. To je v bistvu moj idealen dan, ampak zato, da lahko po delu kaj napišem, moram prej celo popoldne spati. Ne. Ampak med spanjem se zelo dosti stvari napiše. Ne vem, če vi to veste, mislim, kakšne so vaše izkušnje, meni se ful dogaja, ko spim. Še kakšno vprašanje, prosim? Beremo manj od tega, kar bi si želela, seveda, ne. Ampak vseeno, jaz berem ogromno pravljic. Ne. Pač, ko sem odkrila, da pač, mislim, zelo že kot otrok pravzaprav, 100 let samote, sem rekla, okej, pač tudi to je možno. In potem zelo hitro Itala Calvina tudi in na tej v bistvu liniji ves čas ostajam, na tej napol pravlični, pač tudi zato, ker je Italo Calvino zbiral in sem bila najsrečnejši človek na svetu, ko smo tudi v slovenščini dobili italijanske pravljice prevedene v slovenski jezik, ker pač je vseeno čisto drugače, če bereš v svojem jeziku, kot pa, mislim, sicer berem v italijanščini, ampak mi je ljubše v slovenskem jeziku to brati. V zadnjem času me je torej, in to pred kakšnim tednom, totalno navdušila, čisto res, knjiga ene katalanske avtorice, Pojem in gora pleše. To je že en čas, sem jaz se nisem poznala. Mislim, da je šla v slovenščini, kaj, 3, 4, 5 let nazaj. Pojem in gora pleše, če niste že tega prebrali, nujno. To pa mi je priporočila ena knjižničarka iz Barcelone, ki sem jo srečala na enem dogodku. Čudovita tudi pravljica, no. Zelo pravlična, ker tudi, ampak tako, mislim, mene vedno privlači besedila, ki so na neki način pravlična, mislim pač bereš o stvareh, ki se kao ne bi mogle zgoditi, ampak po drugi strani so tako zelo v tem vesolju pravličnem, da pač je vse to res. Ne? In tukaj se vedno pač spomnim na svoje izkušnje Benečije, ker
mi je tam en sosed cel čas govoril, to je vse res, ni pravca. Ne? To je vse res, ni pravca. Ne? Pa ti tam govorijo o krivopetah, pa o nekih, ne vem, torklah, ko so hodile žreti ženske ob torkih. To je vse res. Ne? In taka literatura me ne privlači, te neke bajke in to, kar pač v vsaki pravljici se mi zdi, ne so neki ti tajni recepti in to. Tako da ja, Pojem in Gora pleše, to sem res, me je čisto očaralo in sploh nisem mogla ničesar tisti dan narediti, dokler nisem prebrala do konca, ampak ponavadi tako berem jaz, da se zaženem ful in pol sem kar slabe volje, če moram nekje na pol odločiti, pač moram do konca priti. Ja. Ja, to je odličen dokaz, ne, kako ključne pravzaprav so knjižnice in ljudje, ki v njih delajo. Mislim tudi, da se lahko vsi skupaj, spoštovane obiskovalke in cenjeni obiskovalci, zahvalimo Kranjski mestni knjižnici, ki nas je nocoj gostila pod svojo prijazno, gostoljubno streho. Hvala pa seveda tudi vam, da ste v tolikšnem številu prišli in prisluhnili Nataši Kramberger. Mislim, da komaj čakamo seveda njeno naslednjo knjigo.